Marko, kako vidite slovenski odtis na evropskih papirjih, na evropskih dokumentih, deklaracijah, napovedih, politikah? Ja, bi bilo treba zelo podrobno gledati, zato da bi ga našli, čeprav kot rečeno je nekje tudi prisoten. Zdaj pa, če Slovenija ni med večjimi članicami, Slovenija tudi ne izstopa zelo po svojih interesih, lahko rečemo nekje ima v povprečju svoje interese. Poslušajte, berite in klikajte Večer za vikend, ker smo z vami in za vas tukaj vsak trenutek. Zdravo, poslušalke in poslušalci, gledalke in gledalci, bralke in bralci Večera, dobrodošli v Večerovem tedenskem podcastu Večer za vikend. Najprej seveda iskrena zahvala vsem, ki nas tako pridno spremljate, nam sledite in se nam na naše razprave, ki jih imamo tukaj, tudi odzivate. Obenem pa je to seveda tudi vabilo, da se na naš podcast naročite na vseh platformah za podcaste ali na YouTubeu in da nas priporočite tudi naprej. Današnji podcast Večer za vikend bo malo drugačen. Pripravljamo ga v sodelovanju z Europe Direct Podravje, zato bomo tokrat zagrizli v vroče evropske teme. In zato smo v Maribor pripeljali in povabili dva zelo kvalificirana gosta, ki nam bosta pomagala razumeti kompleksno situacijo, v kateri ni samo Evropska unija, ampak ne nazadnje celoten svet. Pobegli svet so namreč imenovali naslov konference, ki je nedavno potekala na Bledu in včasih se dejansko zdi, da nam je svet zbezljal in nekam potegnil, Evropa pa v tem viharju išče svoje mesto in vlogo. Gospod Zoran Stančič in gospod Marko Lovec, dober dan in dobrodošla v Mariboru. Hvala, da sta prišla. Dobar dan, hvala za vabilo. Najprej pa vendarle v vsakem nekaj predstavitve. Gospod Zoran Stančič je član ekipe Team Europe Direct in svetovalec predsednice Nataše Pirc-Musar za evropske zadeve, je pa tudi najvišji slovenski poklicni uradnik v Evropski komisiji in sicer je bil namestnik generalnega direktorja za raziskave in inovacije ter informacijsko družbo. Je pa tudi nekdanji vodja predstavništva Evropske komisije v Sloveniji. Vse točno povedano? Točno, ampak to sem že v pokoju glede mojega dela pri Evropske komisiji. Ampak zanimanje za Evropsko unijo seveda ne jenja, kaj ne da, gospod Stančič? Tako je. Marko Lovec pa je mednarodni politolog z fakultete za družbene vede in ne malokrat tudi, zato mu hvala, komentator različnih svetovnih in mednarodnih dogodkov v Večeru in seveda tudi v drugih medijih. Torej, zakaj smo se odločili, da bomo tokrat zagrizli, kot sem rekel, v to evropsko jabolko? Povod je bil letni nagovor predsednice Evropske komisije Ursule von der Leyen. Tudi sam sem ga spremljal na licu mesta v Strasbourgu prejšnji teden, prejšnjo sredo. Gre za nek splošni letni nagovor, ki je zdaj postal že tradicija. Sicer to tradicijo so bolj prej poznali v Združenih državah Amerike, se je pa nekako kar uveljavila tudi v evropskem kontekstu. Torej, nemška političarka, prva med evropskimi komisarji in komisarkami Ursula von der Leyen je dobro uro nagovarjala Evropski parlament in evropsko javnost. Zato bi bilo moje izhodišče najprej, gospod Stančič, za vas. Ste izkušen človek, poznavalec, tudi nekdo, ki je bil tesno povezan z institucijami Evropske unije. Kakšen je bil ta nastop? Kaj vas je presenetilo? Kaj je manjkalo? Kaj je bilo, česar niste pričakovali? Hvala lepa še enkrat za vabilo. Glede samega govora, torej nagovora predsednice Evropske komisije v Evropskem parlamentu, je treba poudariti, da je to pravzaprav institucionalni okvir, ki je predpisan z Lizbonsko pogodbo. Torej od leta 2009 je pravilo, ki je zapisano v listinah Evropske unije, to, da pač more pridati predsednik Evropske komisije v Evropski parlament in nagovoriti pravzaprav Evropski parlament o vseh teh drugih rednih obiskih, o pravzaprav delu v prihodnje. Tako da pač to traja že nekaj časa, to je pomemben govor, ne glede na to, da je pravzaprav, kot ste omenili, v evropskih okvirih relativno nov in seveda tudi drugačen v primerjavi z drugimi demokracijami.
ampak pomemben je zaradi tega, ker pravzaprav predstavi neko predsednica Evropske komisije kot nosilka zelo velikih pooblastil v okviru izvršnih pooblastil Evropske unije, predstavi tisto, pač njen pogled na stanje v Evropi, njen pogled na stanje v svetu oziroma pogled Evropske komisije na stanje v svetu in seveda, kar je zelo pomembno, kaj bo Evropska komisija naredila, da bodo stvari šle v tisto smer, ko pravzaprav Evropska komisija vidi, da bi bilo treba iti Evropska unija. Tako da to je pomemben nagovor, seveda ga pač ta nagovor vsi poslušamo. Pomemben je predvsem zaradi tega, ker ob samem govoru Evropska komisija tudi objavi vrsto dokumentov, zelo pomemben je dokument o pač tem, kakšne bojo neke pobude, ki bodo prihajale od Evropske komisije in tudi kaj bo delala glede splošnih politik. Če grem korak naprej, kaj je bilo pričakovano oziroma kaj ni bilo pričakovano, najprej okvir. V Evropskem parlamentu imamo seveda pač neko koalicijo, kjer je najmočnejša stranka Evropska ljudska stranka, druga najmočnejša stranka so socialisti demokrati, da uporabim zgolj krajši naziv. Potem so pa dve zelo konzervativni stranki oziroma desni stranki, ultradesni stranki, potem so pa še liberalci in levičarji, zeleni in podobno. Ne? Tako da tukaj, kar se je videlo, je to, da pravzaprav Evropska komisija sprejme to stanje v razmerje moči v Evropskem parlamentu, kakršno je, in hkrati, glede na pritiske, ki pravzaprav prihajajo iz različnih političnih skupin, poskuša pripraviti neko novo politiko. Kaj je bilo pričakovano oziroma kakšna so bila presenečenja? Zelo pravzaprav pričakovano je bilo to, da Evropska komisija ne bo odstopila od zelenih ciljev. Torej, ne glede na pritiske strani njene politične stranke, predsednice Evropske komisije in dejansko najbolj vplivne politične stranke v Evropskem parlamentu. Tako da tukaj se je govoril in strani poslancev in strani poslancev v Evropskem parlamentu, strani različnih lobijev, da je treba odstopiti od zelenih ciljev in pravzaprav, kar je bilo na nek način rezultat tega govora, je to, da Evropska komisija ne samo, da ni odstopila od teh ciljev, ampak se je dodatno zaobvezala in pravzaprav postavila pobude za naprej. Potem, kar je bilo morda presenečenje, glede na dosedanjo relativno neodzivnost in slabe reakcije evropskih inštitucij glede na dogajanje v Gazi in Palestini. Presenečenje je bilo to, da je predsednica Evropske komisije najavila bolj radikalne, torej bolj odločne ukrepe glede stanja v Gazi in Palestini. Tako da tukaj je neko, in to odstopa od, pod narekovaju, njene politične skupine, od najmočnejše politične skupine v Evropskem parlamentu. Tako da to je bilo tudi presenečenje. Tako da morda toliko za začetek, pa potem lahko razdelamo zadeve še za naprej. Gospod Lovec, kako politologi gledate, berete takšne govore? Se z njimi posebej ukvarjate, ne vem, ali pa tudi vaša ocena me zanima. Ne? Na eni strani je ta govor bil, nekako se mi je zdelo poskus odgovora nekim kritikam, ki so se v zadnjem času, neutralizaciji nekih kritik, ki so se širile na račun prvega leta delovanja komisije, na drugi strani pa vendarle poskus nekega pozicioniranja Evrope v tem Ursula von der Leyen 2.0 mandatu. Ja, zdaj Evropska komisija je neke vrste vlada, z tega politološkega vidika, ampak za razliko od nacionalnih vlad nima toliko medijske pozornosti njeno početje. Tudi ni izvršna oblast vse do dna, se pravi do tiste ravni, to so države, kjer se ponavadi politike potem v končni fazi izvajajo. In zato je še toliko bolj pomembno, da si zna pridobiti to pozornost in to pozornost si potem pridobi s to vrstnim govorom, ki ne bi mobiliziral dovolj javne pozornosti in kjer naznani svoje politične, strateške in tudi zakonodajne cilje in usmeritve za prihajajoče leto.
Zdaj, kot ste že sami opazili, je bilo precej pozornosti namenjene temam, ki so trenutno aktualne. Ne? Zdi se, kot da so nekako šli čez te javnomnenjske raziskave pa poročanje medijev in so potem glede na to oblikovali fokus tega govora, kar kaže, da tu je neka želja potem, da bi komisija delovala kot politična vlada, ne, kot neko politično telo. In tudi odgovarjali so na neka pričakovanja, ne, kot je bilo recimo omenjeno glede Gaze. Na drugi strani pa vseeno nekako skrbi dejstvo, da je, pa zdaj mogoče lahko neke politološke analize, da je mogoče, rečem, čez palec 2/3 pozornosti bilo namenjeno temam, kjer ima komisija relativno šibke pristojnosti, šibko vlogo, recimo manjši del pa tistim temam, kjer komisija in tudi Evropska unija kot taka ima več pristojnosti in kjer pa imamo tudi recimo neke težave, izzive, ki so tudi kratkoročni, recimo v proračunu se bo treba pogovarjati, kaj bo s kmetijsko politiko, kohezijo, ne. Mogoče to vprašanje avtomobilske industrije še nekoliko bolj oddaljeno v primerjavi s temi izzivami, ampak tem vprašanjem bilo pa namenjene relativno malo pozornosti. Ne. Strinjam se s kolegom in to je bila tudi neka ocena medijev, analitikov, da se je komisija skušala nekoliko progresivno usmeriti, predsednica komisije, ne, pri svojem pogledu na to, kaj je potrebno narediti, ampak vseeno, ne, zdaj drugo vprašanje, kaj od tega bo videlo na koncu luč dneva, ne, kaj bo prestalo zakonodajni postopek. Ne. Tako da tu moramo še počakati, je pa tudi lahko recimo opažamo način, kako je govorila o nekih temah, ki sicer niso najbolj recimo kot je Gaza, ne, v bistvu perspektiva na Gazo je bila predstavljena z vidika otroka, ne, ni bilo to odprto kot splošno humanitarno vprašanje, ponovno je upozorila, da gre vseeno, da je bil Izrael napaden, da ima pravico do samoobrambe, kar je način, kot se recimo bolj na desni sredini o tem govori v Evropi in tudi o nekaterih drugih vprašanjih, recimo o migracijah je govorila z vidika tega, da je treba povečati pritisk na tihotapce, kar je podobno retoriki, recimo, ki se uporablja tudi v Združenih državah. Nekako ti bolj srednjeročni podnebni cilji so bili zelo zamegljeni, ni bilo nekje v ospredju, ne, ta tema je bila nekje v ozadju, bolj so dolgoročni podnebni cilji bili v ospredju in tako naprej. Ne, se bomo verjetno kasneje še v detajlu obravnavali posamezne te vidike politika. Ne. Ok, če smo zdaj nekako postavili ogrodje, okvir tega, kar je bilo v Strasbourgu slišati, česar ni bilo slišati ali pa bilo mogoče bolj prezentno, kot sta pričakovala, pa poskušajmo zdaj postaviti v nek kontekst to Ursula von der Leyen komisijo 2.0, torej drugi mandat nemške političarke na čelu najbolj izvršilnega organa Evropske unije. Spomnim se, ne, v prvi mandat je šla z napovedjo, da bo to najbolj geopolitična komisija do zdaj. Ne. Prvi mandat, vemo, so zaznamovali COVID, energetska vprašanja, Ukrajina in tako naprej. Zelo na agendi sta bila zeleni prehod in digitalizacija. Zdaj smo v neki drugi realpolitiki. Ne. Torej, odnosi z Ameriko, z novim ameriškim predsednikom, nadaljevanje vojne v Ukrajini, Gazo smo omenili in seveda vzpostavljanje nekih novih razmerij na globalnem jugu, ki postaja nek skoraj da blok, s katerim se mora Evropa verjetno na novo dogovarjati. Ali kako vidita stanje, kondicijo Evropske komisije v tem trenutku? Glede na to, da obstajata celo dve iniciativi pobudi za odpoklic Ursule von der Leyen, skrajne leve in skrajne desne. Gospod Stančič. Zelo zanimivo je bilo tisto, kar je predsednica Evropske komisije povedala na začetku. Jaz mislim, njeno glavno sporočilo, tisto, ki pravzaprav reže čez vse te politike, ne, je tisto, ko je rekla, da to mora biti trenutek evropske neodvisnosti.
Pa zdaj govorimo tako o konkurenčnosti, socialnih zadevah, kot tudi recimo o geopolitiki, trgovinskih zadevah in podobno, tudi glede krepitve obrambe. Tako da se mi zdi, to je tisto glavno sporočilo, ki pravzaprav tako ali drugače se vrača nazaj in se podarja skozi celo vrsto politik, ki jih je potem ona nadaljne izpostavila. Hkrati, kar je zelo zanimivo, je to, da neko splošno razmerje moči v Evropskem parlamentu ostaja zelo primerljivo tistemu, kar je bilo recimo že desetletja. Obstaja nek trend. Ti skrajni glasovi so vse nekoliko okrepili in bolj ozvočili. Tako je, obstaja nek trend rasti skrajne desnice. Kar je pa zelo zanimivo, je pa to, da pravzaprav potem te sredinske stranke prilagodijo svoja stališča. Tako da tudi recimo je ob rasti skrajne desnice spreminjajo stališče tudi sredinske stranke, česar pravzaprav prej niso toliko počele. Ker je zelo zanimivo tudi to, da je bila neka, čemer se ne govori veliko navzven, neka zelo zanimiva notranja dinamika znotraj Evropske komisije. Kaj želim povedati? Recimo štiri komisarke, komisarji so bili zelo aktivni in zelo glasni glede slabše odzivnosti Evropske komisije glede stanja oziroma odnosov z Izraelom, stanja v Gazi in Zahodnem bregu. Tudi ni skrivnost, da je, se mi zdi, okoli 2000 uradnikov Evropske komisije šlo v neko odprto pismo, v katerem so pozvali Evropsko komisijo, da naredi nekaj na tem področju. Tako da to so neke stvari, ki jih do zdaj nismo videli. Tako da tukaj je neka zanimiva dinamika, ki je pač rezultat obstoječega stanja in na nek način, kar je zanimivo, je to, da vpliva tako ali drugače tudi na repozicioniranje Evropske komisije znotraj posameznih politik. Gospod Lovec, je Gaza tista točka, ki determinira v tem hipu pozicije Evropske komisije, ali je to vendarle najbolj odnos z Belo hišo in tankajšnjim predsednikom Donaldom Trumpom? Trgovinski sporazum, podpisan julija meseca na Škotskem, je dvignil ogromno prahu, ogromno kritiko, o kapitulaciji, zdaj se je govorilo. Ja, in Gaza in to, kar ste omenili, trgovinski sporazum, recimo v nekem evropskem javnem mnenju sta sigurno neki kritični točki, problematični točki in Evropska komisija se je tu morala se odzvati, zato da ne bi zgubila nekega. Evropska komisija tudi dostikrat simbolizira Evropsko unijo in tako naprej, da ne bi zgubila tega svojega obraza pred javnostjo. Zdaj, kako se bodo stvari razpletle naprej, bomo videli. Predsednica komisije je samo poudarila, da je to vprašanje ni samo vprašanje komisije, da komisija bo naredila svoje, da gre tudi za vprašanje drugih institucij, parlamenta, sveta, tudi oni morajo praviti svoje. Mislim, da je ravno danes komisija tudi predstavila te konkretne predloge, suspens delov sporazuma z Izraelom, potem sankcije proti tem ekstremističnim ministrom in proti naseljencem, ampak to bo zdaj šlo neko svojo pot. Bi pa rekel, da v ozadju je gotovo sporazum ali pa neko sodelovanje, partnerstvo z ZDA tisto, ki je bolj pomembno, ki je bolj kritično. Tudi recimo sami odzivi na govor, kritični odzivi strani progresivnih strank so bili precej usmerjeni v to, na kakšen način je Evropska unija sprejela ta sporazum trgovinski z Združenimi državami. To treba razumeti, da ne gre samo za neka pričakovanja javnosti, ampak gre tudi za politično igro. Namreč tisti dve državi, ki sta bili najbolj izpostavljeni v primeru nekega zapleta ali pa trgovinske vojne, sta hkrati državi, ki jih vodijo bolj konservativne stranke, Nemčija in Italija, sta tisti dve državi, ki sta bili zelo izpostavljeni v primeru
zapleta teh trgovinskih odnosov, na drugi strani so države z bolj liberalnimi, progresivnimi vladami si prizadevali za nek bolj oster pristop Evropske unije, ne, Francija, recimo Španija. Na sam ta sporazum je mogoče gledati z različnih perspektiv. Ne. Po eni strani Evropska unija dobila celo mogoče nekoliko boljše pogoje kot katera izmed drugih držav, po drugi strani pa Evropska unija ogromno gospodarstvo, ogromen gospodarski sistem, ne, lahko si privošči tudi postavljati neke pogoje Združenim državam, je večja od naprimer Velike Britanije, ki je prva sprejela sporazum, sicer ne zdaj govorimo o sporazumu, gre za nek politični dogovor, marsikaj sploh ni v pristojnosti Evropske unije, recimo ta dogovor o nakupu energentov, ne, v bistvu bo šlo na konec za države in za podjetja, ne, bodo kupovali te energente od Združenih držav, ne, ampak in poleg tega je v bistvu Evropska unija odstopila od nekega načelnega pogleda na to, kako ne bi svetovna trgovina potekala, ne, da tu imamo neke institucije, pravila, da se tega držati, v bistvu smo zdaj odstopili od tega in pristali na nek nacionalističen, protekcionističen pristop k svetovni trgovini. Tako da možne so različne perspektive, ampak v ozadju je bila ta nepripravljenost Evropske unije, da recimo močneje zavzame neko stališče, ostreje bolj skupno, ne, ki je pač posledica tudi tega, kaj je Evropska unija, ne, to pač je, to ni neka federalna država, ampak je neka povezava držav in ravno tu, kjer v bistvu federacija najbolj skupno politiko, ne, recimo zunanji odnosi, vojska, ima naša Evropska unija najšibkejše pristojnosti. Vidi pa se, ne, da te spremembe v mednarodnem okolju tu pritiskajo zelo na položaj Evropske unije. Prvi mandat, geopolitična komisija, geopolitična unija in tako naprej se je videlo, da se poskuša prilagajati temu. V ozadju takrat je bil še ta načrt zelenega dogovora, zelenega okrevanja, potem ne, pandemija, tisti del mandata se mi zdi, da je bil programa prejšnje komisije je bil relativno uspešen, tudi dogovor o skladu za okrevanje in odpornost in tako naprej. Zdaj pa je v resnici v tem mandatu ostalo zelo malo od tega, ne. Bolj se govori o neki podpori industrije, še večji poudarek je pa na mednarodnem spremembah v mednarodnem okolju, kjer pa Evropska unija enostavno ne zmore odigrati te vloge tudi zaradi narave. Čeprav, ne, glede na govor se vidi, da tu pričakovanja javnosti so velika. Ne. Kako, gospod Stančič, vi vidite te usodne relacije Washington, Bruselj in seveda, bom rekel, ostale prestolnice? Trumpova vrnitev ni bila popolnoma nepričakovana, ne? In seveda vse skupaj se je začelo tudi z nekimi tako rekoč napovedmi ozemeljskih pretenzij, spomnimo se Grenlandije, ki je pod dansko jurisdikcijo, nekih drugih zaostrovanj. Zagotovo bo to sobivanje s Trumpom zaznamovalo to, kar počnejo ne samo predsednica Evropske komisije, ampak tudi predstojniki ostalih glavnih evropskih institucij. Kako gledate na to? Glejte, nujno je, da se soočimo z dejstvom, da imamo na drugi strani Atlantika partnerja, ki je bolj nepredvidljiv, kot je bilo včasih. To je neka nova politična realnost, na katero se je treba pač prilagoditi. In na katero so se politični voditelji v državah članicah in v Evropski uniji pač prilagodili. Hkrati je nujno, da se zavedamo, na katerih področjih je Evropska unija močna in kje smo šibki. Strinjam se z profesor Lovcem, da je Evropska unija šibka glede te obrambne moči, skupne obrambne moči, ampak so določena področja, kjer smo svetovna velesila. Pa če začnemo od vrednot, če nadaljujemo
z našimi humanitarnimi aktivnostmi, razvojnimi aktivnostmi po svetu in seveda našo skupno gospodarsko močjo, privlačnostjo enotnega trga, odprtostjo enotnega trga in našim močnim gospodarstvom. To je rezultat skupnega dela Evropske unije. S tem je seveda zelo povezana tudi trgovinska politika. Zgolj da spomnim, da glede trgovinskih sporazumov ima Evropska unija izključno pooblastila. Skratka, države članice ne morejo same sklepati dvostranskih sporazumov o trgovini, zato ker pravzaprav, če bi imeli recimo breztrgovinsko trgovanje ene države z drugimi, ta država je v enotnem trgu, potem se ta enotni trg spodkopava. Skratka, zdi se mi, da cela vrsta teh kazalcev nakažejo na izredno moč Evrope. Ne pozabimo na to, da tukaj v Evropi živimo najbolj kakovostno življenje, imamo kakovostno hrano, zahvaljujoč enotnem trgu in našim kmetom, imamo najbolj kakovosten zrak. Zakaj? Zato, ker imamo dobre, stroge predpise, dobro vodo, zahvaljujoč pravzaprav te regulativi, ki je na ravni Evropske unije in vse implementacija te regulative na nacionalni ravni. Skratka, tukaj smo močni in to moč moramo znati izkoristiti. In torej, glede na to, kje smo močni, vidimo pravzaprav, kako lahko poskuša Evropska komisija iztržiti določene zadeve oziroma izsiliti določene stvari glede na tista področja, kjer smo pa šibkejši. Torej, če pogledamo recimo ukrepe, ki so bili oziroma ki so bili najavljeni glede Izraela. Z Izraelom imamo torej dobrih 40 milijard trgovinske menjave. Od teh 40 milijard jih je dobra tretjina tako imenovane preferenčne menjave, preferenčne trgovine. Ta preferenčna trgovina pomeni, da se izraelsko blago jemlje kot da bi bilo narejeno torej v Evropski uniji. Skratka, nobenih davkov in tako naprej. Evropska komisija je rekla, od tega bomo odstopili. Skratka, glede na dobre trgovinske odnose z Izraelom in glede na odločitev, da je treba nekaj narediti glede tega, kar se počne v Gazi in Zahodnem bregu, je Evropska komisija pač izkoristila tiste močne adute, ki jih ima. Podobno je tudi na določen način glede Združenih držav Amerike. Pri Združenih državah Amerike imamo okoli 500 milijard evrov blagovne menjave, trgovinske menjave. Tukaj ne govorim o tem, kaj se dogaja glede digitalnih storitev. In zelo pomembno je pravzaprav, da vidimo, kako bomo te odnose uredili. Zelo se strinjam s tem, da pravzaprav ta trgovinski sporazum je trgovinski sporazum zgolj pod narekovaji, v bistvu gre za bolj tako rekoč neko pismo o nameri in vse zadeve je treba še naprej doreči. Hkrati pa poudarjam, da to, kar je pravzaprav napisano v tem pismu o nameri, je zagotovilo, da bodo še vedno se izvajali v Evropski uniji in bojo še vedno veljali naši predpisi, naši standardi, ker pomeni pravzaprav, da tako ali drugače določenih zadev nam partnerji z druge strani Atlantika ne bodo mogli tega vsiliti. Tako da jaz mislim, da tukaj grejo zadeve v pravo smer in seveda to ne pomeni, da bo delo enostavno. Izzivi bojo še veliki, prav zaradi te nepredvidljivosti na drugi strani Atlantika. Zdaj, za izhodišče, za izziv za oba, za naslednji del debate bom vzel to, kar ste rekli. Vrednote ste rekli, Evropska unija je vodilna na področju vrednot, tudi kakovosti življenja. Pri vrednotah ste najbrž ciljali tudi na vladavino prava, človekove pravice, svoboščine. Na nek način še vedno, če tudi nekje že rahlo v eroziji dobro stanje demokracije, pa me zanima, ali so te vrednote še vedno glavni del blagovne znamke EU, ali se tudi EU
v tej oboroževalni tekmi, ki se je pridružila, ne, z različnimi programi, za katere bo namenjenih 800 milijard evrov v naslednjih letih, nepovratno spreminja. Torej se stopa, bom rekel, Evropska unija na ta način svojih pozicij branika humanizma, vladavine prava, demokracije. Profesor, mogoče vi najprej. Ja, pač včasih nas zunaj nekoliko drugače gledajo, kot mi znotraj gledamo nas. Ni zdaj problem sam tale Gaza, čeprav je nekako bila pika na i, takemu bolj kritičnemu pogledu na Zahod, nasploh tudi na Evropsko unijo. Pač Evropa ima, ali pa del Evrope ima kolonialno preteklost in tudi kasneje, recimo to, kar se je dogajalo v Iraku, pa odhod iz Afganistana in tako naprej. Vse te stvari so zelo vplivali na javno mnenje o Evropi, o Evropski uniji. Tako da tudi pojasnjujejo, zakaj se je recimo nek tretji svet drugače odzival na dogajanje v Ukrajini, kot smo se sami na to odzivali. Zdaj, tisto, kar je nekako evropsko sporočilo, evropska zgodba je bilo, da gospodarsko sodelovanje gradi blaginjo in blaginja potem gradi mir. To je bilo to sporočilo integracije po drugi svetovni vojni. Mogoče je nekaj opomb manjkalo pri tem sporočilu, namreč, da so Združene države takrat zagotavljale ta nekako varnostno-obrambni dežnik z NATO-om in tako naprej, da je bila neka hladna vojna, ki je pritegnila Združene države in tudi pač taka je bila tudi doktrina njihovih administracij tistega časa v dogajanje v Evropi in da je to pač zagotavljalo ta okvir, v katerem se je lahko potem Evropa, ki je bila še vedno relativno bogata, nakopičeno bogatstvo, tako ali drugače, tudi v preteklosti, razvijala mirno. Potem z obdobjem globalizacije je Evropa imela spet in z koncem nekih postsocialističnih, komunističnih držav spet neko priložnost, da se je širila, trg se je širil, kontekst liberalizma, ki je začel prevladovati. Zdaj se pa stvari nekoliko spreminjajo. V Združenih državah, kot smo danes že slišali, je na oblasti Trump v svojem drugem mandatu, ni več pripravljen jamčiti za varnost Evropske unije. Vsako stvar, kjer Združene države nekako pomagajo, želi pretvoriti tudi v neposredno transakcijo, neposredno korist, zato želi neko plačilo. In tudi svet, zdaj v katerem živimo, je nek multicentričen svet, za katerega je pač značilno, da ima vsak ta center nek svoj vrednostni pogled. Tako da te vrednote recimo so lahko nek kapital za nas, za neko notranjo mobilizacijo tega, kar počnemo, ne moremo pa pričakovati, da bojo te vrednote postale neka blagovna znamka, ki nam bo pomagala, da bomo lahko na vzvišen način govorili drugim, da bodo drugi sledili temu, kar mi počnemo. Poleg tega, da, kot že prej rečeno, imamo tudi določene težave s temi vrednotami, česa se držimo, kje smo konsistentni in tako naprej. Gospod Stančič, vaš pogled na to novo oboroževalno realnost? Jaz bi predlagal, da gremo po vrsti. Dajmo pogledati najprej vrednote. Tukaj se mi zdi, da je treba pozdraviti to, da Evropska komisija, torej v tem govoru predsednica Evropske komisije v Evropskem parlamentu je recimo omenila, da bodo sredstva, ki bojo prišle v države članice, kohezijska sredstva, da bodo pravzaprav vezana na vladavino prava oziroma izpolnjevanje obvez držav članic, ki imajo do glede vladavine prava.
To je zelo pomembno. To pomeni, da recimo, če bi prišlo do kršitev teh vrednot v državah članicah in imamo primere, ko se je to dogajalo ali pa se še vedno dogaja, bo imela Evropska komisija oziroma bi imela Evropska komisija več moči, operativne moči, da bi lažje ukrepala in tudi zaprla pritok teh sredstev, ki prihajajo iz evropskega proračuna. To je zelo pomembno. Hkrati se jaz pravzaprav niti ne bi strinjal z gospodom Lovcem glede tega. Veste, problem, ki ga imamo pri vrednotah, je to, da zelo veliko teh zadev so državljanom, nam vsem samo po sebi umevne. Ja. A veste, to, da imamo enake pravice, glede pač pravice spolov, glede rase, glede, torej, ne glede na to, kdo je kdo, smo pred zakonom enaki. Politikom se izstavljajo kazni za prehitro vožnjo. To je nam v Evropi samo po sebi umevno, drugje temu ni tako. Tako da to so zadeve, na katere je treba vedno znova opozarjati in reči, na to smo ponosni. Seveda to ne pomeni, da moramo hoditi okoli in pridikati drugim, ampak zadeve imamo doma dobro urejene. Ne pomeni, da so povsod idealne, ampak imamo dobro urejene, neprimerljivo bolje kot praktično povsod po svetu. In to nam priznavajo pravzaprav skoraj da vsi. Ne? Kako to vidimo? Glejte, recimo zgolj iz Združenih držav Amerike prihajajo zdaj raziskovalci, kulturni ustvarjalci v Evropo živeti in delati. Zakaj? Zato, ker ugotavljajo, da bojo tukaj imeli tiste pravice in tiste možnosti, ki jih v Združenih državah Amerike nažalost zdaj več nimajo. Ne? In se pravi, na to moramo biti ponosni. Ne? Zdaj, glede drugih zadev, ki so povezane s tem, so socialne pravice. Tukaj je spet ena stvar, ki bi jo bilo potrebno malenkost razdelati. Zame je bilo zelo veliko presenečenje to, da je Evropska komisija oziroma predsednica Evropske komisije povedala, da bo Evropska komisija pripravila celo vrsto ukrepov na področju recimo stanovanjskih pravic, odpravljanja revščine. Torej, to so področja, kjer ima Evropska unija relativno omejena pooblastila glede na pač pravni red, ki ga zdaj imamo. In to je pravzaprav tisto, ki so pravzaprav neke politike, kjer je Evropska komisija sicer delala, ampak bistveno manj kot recimo države članice. Tako da to je neko novo področje. Mislim, da bodo državljani to pozdravili, seveda zlasti takrat, ko bodo konkretni ukrepi prišli na mizo. Obstaja pa seveda nek realen strah, realna bojazen, da se bo z napihovanjem obrambnih proračunov, ne samo v Evropski uniji, ampak seveda v državah članica začelo krčiti recimo kohezijska sredstva in nekatere druge proračune, ki so bili in so zelo pomembni v smislu ohranjanja neke socialne slike, enakomerne razvitosti, da nihče ne ostane preveč zadaj in mogoče na ta način tudi lažja tarča ali pa plen populistov in skrajnih politikov, ki jih potem lažje slišijo te sirene skrajne desnice, recimo v zadnjem času sploh. Ja, se zelo strinjam, zato ker zdaj pravzaprav nekako pod radarskimi zastoni potekajo pogovori o večletnem torej finančnem okvirju. To je zelo pomembno, torej pred kratkim je Evropska komisija začela s temi diskusijami, pripravljajo izhodišča, ki so bila objavljena, in to so zdaj zadeve, ki bojo pravzaprav potekale 2 leti, da bo potem novi finančni proračun od leta 28 do 35 bil sprejet. Tukaj bo vse ta dileme bo treba jasno odpreti in prinesti odločitve. Zavedamo se pa, če se vrnemo potem na to temo, ki ste jo prej načeli glede obrambe, da je neka nova realnost, da bomo morali v Evropski uniji prevzeti večjo odgovornost glede naše lastne obrambe, kot jo imamo zdaj, tudi zaradi odnosov pravzaprav z Združenimi državami Amerike, predvsem pa zaradi realnih groženj, ki jih imamo
torej na tem kontinentu, govorim o naših vzhodnih sosedih. Gospod Marko? Ja, tako je kolega omenil, že nekako, kot sem poskušal tudi sam na začetku, neka ključna jedrna vprašanja, procesi, ki se zdaj dogajajo, proračun, kohezijska politika, skupna kmetijska politika in mimogrede informacije, ki prihajajo v teh procesih, kažejo na številne blokade, premajhno ambicioznost, tudi poznamo kritike Dragija in tako naprej, tudi delovanje v nasprotju s tem, recimo, kar stroka, kar znanost predlaga, kako je bilo treba te politike reformirati, se pravi odsotnost razprave o tem v govoru, na drugi strani poudarki na nekih socialnih vprašanjih, kot so stanovanja, mimogrede že v preteklosti smo o tem slišali, pa potem ni bilo veliko narejeno v zvezi s tem, res je, tudi pristojnosti so majhne, tudi zdaj recimo poudarek socialna omrežja, pa otroci ne bodo imeli dostopa, se mi zdi, kot da Evropska komisija nekako berejo te javnomnenjske ankete in potem zbirajo teme in kako to zapakira, da bo delovalo všečno, ampak hkrati s tem pa odsotnost pozornosti tistim ključnim vprašanjem, kjer so pristojnosti, kjer je Dajmo jih še enkrat naštet mogoče oziroma analizirati. Se pravi, ključne pristojnosti Evropske unije. Kot je rekel kolega, trgovina, notranji trg, potem imamo recimo skupno kmetijsko politiko, ki je ena od politik, ki je v bistvu povsem v pristojnosti Evropske unije in še vedno tretjina proračuna v bistvu gre za to področje. V prejšnjem govoru, prejšnjo leto zaradi protestov sicer je bilo precej pozornosti temu namenjeno, sicer pa tipično pozornost ni ustrezna denarju, ki je v ozadju, je premajhna, potem pa tudi kohezija, strukturni skladi, tudi področje znanosti in inovacij, tudi tu pač Evropska unija ima določene pristojnosti, igra določeno vlogo, ampak na koncu pa največ pozornosti v govoru pa v bistvu to vprašanje obrambe, kjer, kot rečeno, pristojnosti so majhne, lahko bi bile pa večje, lahko bi tu govorili tudi bolj ambiciozno, tudi recimo denar, ki se trenutno namenja obrambi znotraj Evropske unije, ni majhen. V bistvu več denarja namenjamo recimo kot Ruska federacija, sam problem je, ker je ta denar razdrobljen, porablja se znotraj nekih nacionalnih varnostno-obrambnih sistemov in tako naprej. In tu bi z nekim povezovanjem bilo mogoče doseči marsikaj. Spravi, Evropska komisija, ta govor predsednice je bil nekako kot govor nekoga, ki vlada federaciji, celo kakjeve barve so bile prisotne, nekateri so rekli, da to ni bilo naključje, da je v teh barvah prisotno. To so mnogi mediji opazili. Neka realnost je pa taka, da v bistvu in še kontekst je bil, ti napadi na Poljsko z ruskimi droni, Doha. Isti dan, zelo zanimiv kontekst, neposredno pomemben, ampak realnost je pa taka, da večina misli, da bomo pač še nekaj časa plačevali Združenim državam raje, da bo vse po starem, mogoče bo nov ameriški predsednik spet bolj naklonjen Evropi, dajmo malo plačevati, pa malo počakati, kaj se bo zgodilo. Tega kritičnega momenta za pripravljenost, za to, da se bolj povežemo, da več naredimo skupaj, da nastopimo bolj odločno, pa enostavno ni. Sicer je dala neke predloge tudi na tem področju za bolj povezano odločanje, ko gre za skupno zunanjo in varnostno politiko, ampak to smo slišali že večkrat v preteklosti, pa je potem ostalo pri besedah, ni bilo potem te volje držav. Pa kar se tiče recimo vojne v Ukrajini, razen mogoče 2-3 osamljenih glasov, je tu finančna, vojaška in politična podpora trdna in neomajna pravzaprav. Tu ni nekih razhajanj kot na številnih drugih področjih. Ko gre za države članice, se pravi, vemo pač Madžarska, Slovaška ima neke svoje stališča, nekaj smo slišali že o vladavini prava, mogoče o vladavini prava se zdaj pogovarjamo v Evropski uniji že 15 let, pa ukrepamo pa zelo počasi. Zdaj mogoče
Orban prvič nekega resnega izzivalca, mogoče se bo zadeva rešila sama od sebe. Bomo videli. Počakamo, ampak problem je pa javno mnenje in to je tudi zanimivo. Se mi zdi, da v prejšnjih govorih mogoče celo manj naboja bilo prisotnega v zvezi z Ukrajino pa Rusko federacijo, zdaj ga je bilo nekoliko več, kljub temu, da že 3 leta traja ta zadeva. Mogoče to povezano z javnim mnenjem, kjer spet v številnih delih Evropske unije javnomnenjska podpora pada različnim vidikom pomoči Ukrajine. Ne glede na to, da pač recimo na neki elitni ravni, tudi če vprašate večino stroke, vsi pravijo, kako je pomembno z sistemskega vidika, da se nadaljne še podpira Ukrajina. Gospod Stančič, izvolite. Glejte, jaz mislim, da podpora Ukrajini, finančna, obrambna je bila jasno dana. Kar je zelo pomembno, je tudi to, da pravzaprav je bilo nakazano, da bojo sredstva, ki so trenutno, torej ruska sredstva, ki so trenutno zamrznjena v Evropski uniji, in tukaj govorimo okoli 200 milijard dolarjev, evrov, da bojo pravzaprav obresti oziroma prilivi iz teh sredstev uporabljeni za obnovo Ukrajine. Tako da tukaj je cela vrsta stvari, ki so bile dosti dobro razdelane. Glede obrambe pa tako, gledajte, veste, jaz mislim, na eni strani imamo evropski projekt, ki je mirovni projekt, kjer pravzaprav je povezovanja znotraj obrambe zelo malo, hkrati pa dejstvo, da pred kratkim oziroma pred 6-7 leti je bila narejena analiza, kakšne so investicije v obrambo v Evropi in primerjave z Združenimi državami Amerike. In recimo, meni je bila zelo zanimiva ta analiza, ko pravi, da v Združenih državah Amerike obstaja, če se ne motim, 27-28 obrambnih sistemov, zdaj nisem strokovnjak na tem področju, tako da niti ne vem, kaj to pomeni. Za razliko od Evrope, kjer jih imamo, se mi zdi okoli 10-krat toliko. Obseg financiranja v Združenih državah Amerike, torej primerjava Združenih držav Amerike in Evrope, približno 35% vlagamo mi v primerjavi z vlaganji iz Združenih držav Amerike. Skratka, na nek način obseg vlaganja, bistveno bolj problematično je pa, kako ta vlaganja upravljamo. Prav zaradi tega je Evropska komisija zelo zanimivo začela v skladu z pravnim redom, ki obstaja neke pač možnosti, da države članice, tiste, ki želijo, sodelujo na tem področju, na katerem koli področju, tako se je začelo tudi sodelovanje z Evropskim pravobranilstvom. Tudi na obrambnem področju lahko sodelujejo in že zdaj recimo 19 držav članic sodeluje pri skupnih nabavah in razvoju. Ker je pravzaprav tiste države, torej ne predpisuje, da morajo vse sodelovati, ampak tiste, ki želijo, sodelujejo in zato bo šlo že kar nekaj denarja. Tako da jaz mislim, da tukaj Evropska komisija znotraj pravnega reda, ki jo pravzaprav omejuje, poskuša najti določene možnosti glede na realno politično stanje, ki ga imamo. Seveda je pa pravzaprav zelo pomembno, kako bo to pozicionirano v naslednjem finančnem okviru in kaj se bo pač z deležem za obrambo glede na mnenja drugih držav članic, glede na razmerje, ki se bodo dogajale v Evropi, kaj se bo na tem področju dogajalo. Še nečesa se moramo dotakniti, kar odmeva te dni. Ponovno nastop Marija Draghija, nekdanjega predsednika Evropske centralne banke, italijanskega premijeja. Obletnica njegovega znamenitega in takrat zelo odmevnega poročila, ki ga je naročila ravno Ursula von der Leyen, ampak v bistvu ponavlja iste stvari, torej premalo ukrepanja, premalo odločno, premalo drzno ukrepanje na področjih konkurenčnosti, produktivnosti, strateškega pozicioniranja znotraj gospodarskih tokov. Kako vidite
ta zapletena razmerja. Na eni strani torej stava na visokotehnološka podjetja, na drugi strani strah pred pretirano deindustrializacijo in poskus reindustrializacije, vsaj na področju obrambe. Kako rešiti ta vozel, da ne bo Evropska unija več gospodarsko zaostajala v tej tekmi, ki jo gledamo Kitajska, ZDA in drugi playerji? Izvolite, Marko. Ja, očitno smo pač spet v nekem obdobju ekonomskega nacionalizma, podpore industriji smo videli že v prejšnjem krogu, so bile zapakirane v nek zelen prehod. Zdaj je tu še obramba. Dragi sicer govori tudi o drugih stvareh, tu je vprašanje notranjega trga, poglabljanje notranjega trga, skupno zadolževanje. Potem tudi viri za vse te investicije. Očitno neke prave politične volje za potrebne korake naprej, tako kot tudi pri drugih vprašanjih, ki so bila danes omenjena ni, in tudi nekih bistvenih sprememb, tudi glede, kot že omenjeno, na razprave o skupnem proračunu, ki potekajo vzporedno ne vidim. Mogoče ima vse tudi neko politično dimenzijo, lahko gledam tudi z te perspektive liberalne stranke, ki so si tradicionalno najbolj prizadevale za ta vprašanja, so trenutno šibke, doživele so neke vrste poraz na zadnjih volitvah. Konservativne stranke imajo tu v ospredju druga vprašanja, tudi malo so se odmaknile stran od trga, od liberalizma, tu neki premiki se dogajajo na desnici. Za progresivne stranke pa tako ali tako to ni bila nikoli tista prva tema. Hkrati pa in progresivne in konservativne stranke druži nekak ta ekonomski nacionalizem, da je treba neposredno pomagati, spodbujati gospodarstvo. Evropska unija tu je pomembna za nekatere države, za nekatere sektore, ki imajo bolj omejene vire, že zdaj je pomembna. Ni pa skupni proračun in vloga Evropske unije tu vedno nujno ključna. Gospod Stančič. Jaz mislim, da lansko leto sta bili objavljeni dve poročili. Eno je Draghijevo poročilo, drugo je poročilo od Lete. Tako da jaz berem obe dve poročili nekako vzporedno. Hkrati jih pa treba postaviti v nek politični kontekst. To je prišlo pravzaprav, obe dve poročili sta prišli ob koncu von der Leyen ena komisije, in ne da bi opravičeval zdaj novo komisijo, ampak nekako prva stvar na programu nove komisije von der Leyen 2 je bilo pravzaprav začeti delati. In zaradi tega ni verjetno mogla takoj odreagirati in takoj pripraviti vse reakcije, pobude na te dve poročili. Hkrati, zaradi tega je dobila tudi predsednica Evropske komisije v letošnjem letu precej kritika. Zaradi tega se mi zdi, da zdaj v letošnjem govoru o stanju v Evropi je pripravila predsednica celo vrsto oziroma predstavlja celo vrsto ukrepov. Lahko govorimo, da jih je, in so ukrepi v pravi smeri. Zgolj da vas spomnim, gospod Draghi je zgolj v svojem sporočilu predstavil okoli 400 konkretnih pobud, takšnih ali drugačnih. Skratka, neka cela paleta različnih aktivnosti, od surovin, konkurenčnosti, skratka, ogromno nekih aktivnosti, ki bi omogočale izboljšanje konkurenčnosti. Gospod Leta se je ukvarjal z drugim področjem, torej finance, finančni trgi, ekonomija in podobno. Tako da se mi zdi, obe dve poročili gresta v pravo smer. Seveda bomo pa zdaj vsi skupaj zelo pozorno gledali, kaj se bo konkretno dogajalo. Če bo politična volja. Prvi koraki pa mislim, prvi koraki gredo že v pravo smer. Tako da tukaj se mi zdi, da to, kar je bilo zdaj objavljeno, tudi to, kar je prišlo te dni ven iz Evropske komisije, so koraki v pravo smer in to mislim, da je treba pozdraviti. Niso pa zadostni, seveda, so pa pravi prvi koraki v to smer.
preden zaključimo, me zanima še to, sta pričakovala karkoli več v tem nagovoru, torej o stanju v Uniji, o širitvi. To je tema, s katero se Slovenija ne ukvarja le zato, ker ima komisarko za širitev Marto Kos, ampak ker ima sama seveda pomembno izkušnjo širitve in nenazadnje svojo zelo pomembno interesno sfero na Zahodnem Balkanu, kjer države že vrsto let čakajo na nek realen premik. Ali je v bistvu ta neopaznost ali pa samo tako bežno omenjanje širitve v bistvu sporočilo, da je to daleč od prioritet in da je to zdaj zelo globoko pod radarjem. Ja, če parafrazirali Macrona, je bila glede tega Evropska unija možgansko mrtva nekaj časa, potem je ta geopolitični moment in Ukrajina je zadevo obudila in poklopilo se je tudi z slovensko komisarko, ampak zdaj pa žal spet nekako v tisto mrtvilo nazaj plavamo. Javnomnenjske raziskave kažejo, da tu podpora, ki je šla navzgor v nekem trenutku, zdaj spet pada. Tudi Slovenija, mimogrede, tudi slovenska podpora širitvi recimo na Ukrajino ni zelo visoka. Je pa, ne glede na to, kaj je oziroma ni bilo povedano v tem govoru, komisija vseeno nedavno nazaj neposredno oziroma Ursula von der Leyen neposredno poudarila pomen recimo širitve na Ukrajino in je tudi izjavila, da je to najpomembnejše varnostno jamstvo za Ukrajino in tisto ključno jamstvo, ki ga lahko Evropska unija da. Tako da stvar je na agendi, seveda pa bo pot do ukrajinskega članstva še zelo dolga in vmes se bodo pojavljale potem te, če pustimo ob strani vojno, ovire povezane s proračunom in skupnimi politikami in tako naprej. Na Zahodnem Balkanu se dogajajo neke spremembe v Srbiji. Marta Kos je spremenila nekoliko retoriko, potem, ko so se protesti oziroma reakcija režima na proteste, potem, ko se je spremenila, postala bolj nasilna in v primeru, da pride do parlamentarnih volitev v Srbiji in do nekih sprememb, je to lahko spet velika priložnost za Evropsko unijo, za regijo in upamo, da bo tu Evropska unija dovolj zrela, da bo izkoristila to priložnost in da bo to potem spet nek nov moment. Kako vi gledate na to širitveno zgodbo ali pa zdaj celo ne zgodbo? Torej, širitev je bila eksplicitno omenjena v govoru predsednice Evropske komisije pred parlamentom, kar je dobro. Seveda je bila pa omenjena brez datuma in večjih zaobljub. Zakaj je temu tako? Predvsem zaradi tega, ker ni vse odvisno od Evropske unije ali pa od Evropske komisije, ampak je največji del odgovornosti pri državah kandidatkah. Kaj želim s tem povedati? Države kandidatke morajo narediti svoj del domače naloge. Ves čas se govori, da bo širitev na podlagi konkretnih dosežkov in tukaj vidimo, da cela vrsta držav še vedno ne izpolnjuje teh svojih zaobljub. Vsako leto Evropska komisija pripravi reden pregled napredka držav kandidatk na poti v Evropsko unijo in če preberete ta poročila, je napredek na določenih področjih zelo, zelo omejen, ker ni dober. Kaj to pomeni? Pomeni, da pravzaprav nekatere države kandidatke gredo po poti širitve s figo v žepu. Kar pomeni, da navzven govorijo, da želijo biti članice Evropske unije in se zavedajo pomena sodelovanja in biti članstva v Evropski uniji, hkrati pa določene politične elite tega ne želijo, ampak tega ne govorijo odprto. Tako da mislim, da tukaj gre celo vrsto nekih iger. Mislim pa, da je dobro, da je Evropska unija jasno postavila na plan zavedanje, da je širitev tudi geopolitični cilj. Za konec me zanima še vajna, bom rekel, ocena trenutno
slovenskega položaja znotraj Evropske unije. Mogoče tega, kaj Slovenija trenutno pomeni, kakšno težo ima v Evropski uniji, kako deluje za svojo, bom rekel, zunanjo politiko, kakšen je pravzaprav njen prispevek. Ne, vidimo, da je pri nekaterih akcijah, recimo sploh pri Gazi, bila bolj izstopajoča kot pri nekaterih drugih, zato bi gospod Stančič začel z vami. Ne. Kje smo, kam gremo, kaj to zadevno bi Slovenija morala narediti, čemu tudi malo bolj prisluhniti, se pozicionira drugače, ali smo tu nekoč bestseller, pridni učenec, še vedno kar dobro zapisani? Jaz mislim, da slovenska politika je pri evropskih zadevah zelo artikulirana in aktivna in to, kar se dogaja, torej ta sprememba recimo aktivnosti Evropske komisije na tem področju, je morda rezultat tudi aktivnosti slovenske diplomacije. Govorimo o Gazi, Palestini in to je tudi verjetno morda rezultat aktivnosti slovenske države. So pa tudi druge aktivnosti, ki na nek način potekajo pod radarskim zaslonom, ki pravzaprav nekako kažejo, da slovenska politika vpliva na spremembe znotraj Evropske unije. Govorim recimo o odločanju s kvalificirano večino na področju zunanje politike, širitve in podobno. Torej Slovenija se je aktivno zavzemala za spremembe do zdajšnjega odločanja, ker se je odločila vedno s konsenzom na tem področju. In zdaj recimo v tem govoru predsednice Evropske komisije je bilo rečeno, da se tudi Evropska komisija prizadeva za to, da bi prišlo do spremembe na področju odločanja torej da bi bilo manj odločanja s konsenzom in več odločanja na področju zunanje politike s kvalificirano večino. Skratka, gre v tisto smer, za katero se prizadeva tudi Slovenija. Tako da jaz mislim, da ja, Slovenija je aktivna, njen glas se sliši. Verjamem, da določene spremembe, ki smo jim priča zdaj, so rezultat tudi aktivnosti Slovenije, ampak seveda ne zgolj Slovenije, tudi drugih držav članic. Tisto, kar moramo delati še naprej, je, da smo inovativni, smo aktivni, smo konsistentni v svojem delu, skratka začnemo delati od delovnih skupin na svetu pa do političnega vrha in pravzaprav vemo, kaj želimo doseči in to tudi dosežemo. Skratka, mislim pa, kar je zelo pomembno, je tudi to, da državljani, gospodarstvo v odločanju v Evropski uniji imajo svoje možnosti, svoje kanale. Poglejte pravzaprav tudi to, ker so bile pravzaprav aktivnosti nevladnega sektorja glede pravic žensk, glede splava, glede odločanja o svojem telesu. To je rezultat ne slovenske politike, ampak slovenskega nevladnega sektorja. In to mislim, da so zadeve, ki kažejo na to, da Evropska unija ima vzvode, prek katerih lahko državljani, nevladni sektor in pač seveda države članice vplivajo na tisto, kar mislijo, da je za njih pomembno. Marko, kako vidite slovenski odtis na evropskih papirjih, na evropskih dokumentih, deklaracijah, napovedih, politikah? Ja, bi bilo treba zelo podrobno gledati, zato da bi ga našli, čeprav kot rečeno je nekje tudi prisoten. Zdaj pa, če Slovenija ni med večjimi članicami, Slovenija tudi ne izstopa zelo po svojih interesih, rečemo nekje ima v povprečju svoje interese, se na nek način potem lahko skrije, po drugi strani pa kot mala odprta država je tudi izpostavljena vsem pretresom znotraj Evropske unije in zato si mora prizadevati, mislim, da je v njenem interesu, da čim bolj deluje Evropska unija, tudi da ima ustrezne pristojnosti na skupni ravni in v tem duhu tudi razumem to podporo odločajo s kvalificirano večino o skupni zunanji in varnostni politiki. Ma pa seveda vse potem še neko pač politično dimenzijo.
Pomembno je tudi, da je neka stalnost na ravni strank, vlad, zato da se politiki lahko povezujejo v te evropske politične skupine. Slovenija je pač tu imela določeno politično nestabilnost, eno daljše obdobje, v kontekstu tudi krize Evropske unije, kar še opozarja na to izpostavljenost malih tranzicijskih držav in upajmo, da se bo zdaj spet neka stabilnost tu postopoma vzpostavili, zato da bomo imeli politike, ki bodo imeli dolg seznam v svojih telefonih ljudi, ki jih lahko pokličejo. In potem bomo pač na neki točki verjetno tudi lahko dočakali svojo priložnost, tako kot so druge majhne države, recimo baltske države, tako da bomo zaradi nekega konteksta lahko potem tudi zaradi zmage prave politične skupine ali pa dobrega rezultata prave politične skupine na evropski ravni lahko tudi naskakovali kako pomembno funkcijo. Ne. Zdaj, če se mi dogovorimo, da bomo naslednje leto spet poslušali govor predsednice Evropske komisije in ga analizirali, kaj si najbolj želite, da bi se do drugega leta dejansko od tega, kar je bilo napovedano, uresničilo ali pa spremenilo znotraj Evropske unije, ki ima seveda kup izzivov tudi na področju euroskepticizma, populizma, avtoritarnih teženj, ki jo razjedajo. Kaj mislite, da bi do drugega leta bilo pa najbolj eksistencialno, da bi se iz nabora nekih napovedanih politik ukrepov uresničilo? Jaz mislim, da Evropska komisija je zelo resna inštitucija, tako da tisto, kar je napisano v pismu o nameri in tisto, kar je bilo izrečeno v Evropskem parlamentu, sem prepričan, da bo tako drugače narejeno. Seveda, kakšne bodo končne odločitve, je vprašanje, ki ni toliko pri Evropski komisiji, ampak pri zakonodajalcu, skratka pri svetu pa parlamentu, ampak vem, da tisto, kar je Evropska komisija rekla, da bo naredila, bo tudi na njeni strani tudi narejeno. Skratka, dvomim, da je kakršnakoli možnost, da kaj od tega seznama ne bo odkljukano do konca. Tako da moja pričakovanja so 100% izpolnitev tistih zaobljub, ki jih je Evropska komisija predstavila pred parlamentu. Ali bodo pa vse pripeljale do zakonov oziroma ukrepov, pa ni odvisno samo od Evropske komisije, ampak tudi od sveta in parlamenta. Marko, ne pričakujete stopnjevanje pritiska na komisijo tudi z raznimi nezaupnicami, pozivi k odstopu in podobno? Oziroma tudi izhodiščno vprašanje. Ja, v bistvu te nezaupnice do zdaj niso imele podpore širše tudi v tistih političnih skupinah, odkudar so prihajale, tako da gre bolj za neke posamične poskuse, mogoče povezane tudi z nacionalnimi konteksti. Na drugi strani pa imamo vseeno tale postopek zdaj zaradi stikov in sporočil predsednice komisije in neko farmacevtsko družbo. To bo pa zanimivo spremljati. V preteklosti se enkrat je že zgodilo, da je neka komisija morala odstopiti. Res pa, da tega v tem primeru ne pričakujem, ampak kot rečeno, bo zanimivo spremljati postopek, kako se bo razpletel. Glede ključnih vprašanj pa upam, da bo dovolj ambicioznosti pri proračunu in pri razdelitvi sredstev za obstoječe politike, da ne bo prevladala logika statusa quo, kot se trenutno kaže. Mogoče to celo pomembne za naslednje leto od vsega, kar je bilo rečeno tekom govora predsednice. Gospod Zoran Stančič, gospod Marko Lovec, hvala lepa, da sta prišla večer v studio v Maribor, v podcast Večer za vikend in nam pomagala razumeti nekatera zapletena in kompleksna odprta vprašanja vezana na Evropsko unijo. Tako da, če ne prej, gospoda, naslednje leto ob podobni priložnosti.
Hvala. Hvala za vabilo. Podcast sem vodil Matija Stepišnik, pripravili pa smo ga v sodelovanju z Europe Direct Podravje. Vabljeni seveda, da Večer je zjutraj, našo dnevno različico podcasta spremljate vsako jutro, se na njo tudi odzivate, jo povšečkate in jo priporočate še naprej. Prihodnji teden pa se seveda vrnemo tudi z daljšo verzijo Večer za vikend. Še prej, preden ugasnete vaše naprave, pa še nekaj ekonomsko-propagandnih sporočil o tem, kar boste brali v Večeru v soboto in Večeru v nedeljo. Poslušajte, berite in klikajte Večer za vikend, ker smo z vami in za vas tukaj vsak trenutek. Kaj bomo brali Večer v soboto? V dosjeju o prihodnosti slovenskega kmetijstva. Ministrstvo namreč pripravlja vizijo kmetijstva do leta 2040. Kakšne bodo prioritete in katera področja bodo deležna večje skrbi? Kot podlaga za strategijo bo služila analiza trenutnega stanja, ki jo je pripravila skupina strokovnjakov. Med drugim tudi agrarna ekonomistka Ilona Rac, ki je za Večer povedala, da glede na trenutne trende v prihodnje največjo grožnjo predstavljata staranje prebivalstva na podeželju in pomanjkanje naslednikov na kmetijah. Prav zato bodo tukaj ključni ukrepi. Dalje, primer avstrijske štajerske deželne himne lepo pokaže, kako lahko kulturni simboli skozi čas dobijo različne pomene. Pesem, ki je bila mišljena kot preprosta hvalnica pokrajini, se je zaradi različnih političnih prelomov večkrat znašla v središču sporov. V rubriki Glasbeniki pripovedujejo glasbo pa tokrat pri Matico Majcno gostuje Peter Lovšin, ki nas bo svojimi besedami popeljal skozi nekatere svoje največje uspešnice v obdobju po skupini Pankrti. Kako so nastajale skladbe Hiša nasprot sonca, Marija pomagaj mi, Najboljši par, ko so češnje cvetele in druge ponarodele uspešnice. 70-letni rocker je ob okrogli obletnici povsem iskreno spregovoril o svojem življenju in prehojeni glasbeni poti. Poglejmo pa še v Večeru v nedeljo. Tanja Kocman iz Poroke na drugi pogled o poroki na prvi pogled, citiram, glede na to, da je večina mojih zvez prej res bila komedija, bi bila verjetno tudi ta izbira, je povedala. Kako je avstralski fotograf Josh Ball srečal 95-letno Fransko. V Slovenijo je prišel kot popotnik, odšel pa s 3 milijoni všečkov. V Srbiji so na najvišjo mogočo kazen prvič obsodili žensko. Zaradi krutega umora tašče je 40-letna Aldina Lakota obsojena na dosmrtno ječo. Ostanite z Večerom, vabljeni k branju, poslušanju in gledanju. Se vidimo in slišimo.